zakon korenito spreminja razmerje med posameznikom, njegovim premoženjem in državo. Začnimo z uvodnim citatom iz samega vira, ki takoj postavi zelo nujen in resen ton. To torej ni zgolj nek poziv k branju. Gre za jasno opozorilo, da so vložki visoki, posledice določenih odločitev pa bi po mnenju avtorjev analize lahko bile nepopravljive. Analiza posebej izpostavlja ta datum, 1. december 2025. Zakaj je tako pomemben? No, s tem dnem naj bi v polno veljavo stopile tiste določbe zakona, ki bi sprožile obsežne in morda celo nepovratne sistemske spremembe. Pa si poglejmo, kaj nas čaka. Razčlenili bomo 6 ključnih argumentov iz izvornega dokumenta. Začeli bomo s temeljnim opozorilom glede premoženja, nadaljevali z mehanizmi soglasja in vlogo interventnega zakona, si ogledali delovanje digitalnega nadzora in končali s pozivom vira k ukrepanju. Začnimo torej s prvim in osrednjim opozorilom, postavlja trditev, ki sega v samo jedro zakona in, kot bomo videli, njegovega pravega namena. Osrednja teza analize je torej naslednja. Zakon o dolgotrajni oskrbi naj ne bi bil zgolj socialni ukrep, temveč prikrit mehanizem za sistemski prenos zasebnega premoženja v javne vire. Analiza tako jasno ločuje med uradno predstavljenim namenom, torej skrbjo za starejše, in skritim ciljem. Ta močan citat izviram dobro ponazarja resnost opozoril. Z izrazom socialna evtanazija želi avtor analize očitno poudariti, da proces, čeprav je opisan kot počasen, administrativni in povsem zakonit, vodi v dokončno uničenje zasebne lastnine kot temelja družinske varnosti. Poglejmo si zdaj, kako naj bi se ta proces sploh odvijal. Drugo poglavje podrobneje opisuje mehanizem, ki ga identificira kot vstopno točko v nov sistem. Gre za postopek, ki se začne z enim samim podpisom. Ključna je razlaga izraza prevedba. Tukaj ne gre za nekakšen vzajemen dogovor ali partnerski prehod v sistem oskrbe. Nasprotno, gre za enostranski upravni postopek. Po tej razlagi država posameznika na podlagi njegovega soglasja administrativno prenese v nov sistem, s čimer se posameznik odreče določenim pravicam v zameno za storitve. Analiza ta proces razdeli na 3 preproste korake. Vse se začne s podpisom obrazca za soglasje. Ta podpis naj bi sprožil hiter upravni postopek, ki se konča z izdajo odločbe. Po trditvah vira pa je ta odločba praktično neizpodbitna, s čimer se postopek nepovratno zaključi. Tretje poglavje se osredotoča na ločen zakon, za katerega vir trdi, da deluje kot orodje za pospeševanje celotnega procesa. Ne gre torej le za zakon o dolgotrajni oskrbi, temveč za njegovo kombinacijo z interventno zakonodajo. Interventni zakon, ki je bil prvotno namenjen odzivu na naravne nesreče, kot so recimo poplave, naj bi se zdaj uporabljal za pospeševanje projektov socialne infrastrukture. Ta pravni premik omogoča uporabo izrednih, zelo skrajšanih postopkov na področju dolgotrajne oskrbe. In katere so ključne posledice? Uporaba interventnega zakona prinaša izjemno kratke, 15-dnevne roke za postopke, kar naj bi onemogočilo učinkovito pravno obrambo. Poleg tega naj bi zakon omogočal dostop do zaupnih podatkov brez soglasja posameznika in s tem zaobšel ustavne varovalke o varstvu osebnih podatkov. Prehajamo na 4. točko, ki opisuje podatkovno infrastrukturo, ta hrbtenica celotnega sistema. Poimenoval jo je digitalni panoptikon, kar je seveda referenca na arhitekturo, ki omogoča popolnen in stalen nadzor. Analiza navaja, da se v ta centralni sistem zbirajo in, kar je ključno, povezujejo podatki iz različnih, do sedaj strogo ločenih državnih evidenc. To naj bi vključevalo zdravstvene kartone sistema e-zdravje, podatke o nepremičninah geodetske uprave, davčne podatke finančne uprave in celo podatke o poslovnih deležih agencije AJPS. Vse na enem mestu. Kakšen pa naj bi bil namen tega obsežnega združevanja podatkov? Vir trdi, da sistem na podlagi teh informacij ne ustvari le profila posameznika, ampak gre korak dlje. Ustvari naj bi celoten profil družinskega tveganja. To pomeni, da se ne ocenjuje zgolj premoženje osebe, ki potrebuje oskrbo, temveč finančni viri celotne družine. S tem pridemo do 5. poglavja. To predstavlja sklep analize o končnem cilju zakona o dolgotrajni oskrbi. Tukaj poveže vse prej omenjene elemente v enotno in celovito sliko. Analiza izpostavlja točno določeno številko 120 tisoč evrov.
To naj bi bila mejna vrednost nepremičnine, ki je ključna za določanje lastnega prispevka posameznika. Če vrednost nepremičnine v lasti presega ta prag, naj bi se od posameznika zahteval bistveno večji finančni vložek za oskrbo. Ta primerjava jasno povzema osrednji argument Vira. Na eni strani je uradni, javno komuniciran namen zakona – zagotoviti varno in dostojno starost. Na drugi strani pa prikriti namen – sistemski prenos zasebnega premoženja v javne vire, da bi se zagotovila dolgoročna vzdržnost javnih financ. Analiza na to pojasnjuje, kako naj bi ta prenos potekal v praksi. S tem, ko sistem pogoje financiranja oskrbe neposredno veže na celotno premoženje, naj bi ustvaril močan ekonomski pritisk na posameznike in njihove družine. Ta pritisk naj bi vodil v prodajo nepremičnin za kritje visokih stroškov, s čimer se zasebno bogastvo dejansko prelije v javni sistem financiranja. S tem pa prehajamo na zadnji del. Po predstavitvi argumentov Vir ne ostane zgolj pri opozorilih. Ponudi tudi konkreten načrt za zaščito. Poglejmo, katere ukrepe predlaga. Načrt za zaščito, kot ga predlaga, temelji na 3 stebrih. Prvi je osebna preudarnost. Svetuje, naj se obrazcev za soglasje ne podpisuje brez neodvisnega pravnega nasveta. Drugi steber je pravna samozaščita, ki vključuje proaktivno zaščito premoženja z orodji, kot so darilne pogodbe s klavzulo o dosmrtnem bivanju. Tretji pa je civilno-družbena mobilizacija, torej politično delovanje, obveščanje javnosti in vložitev zahteve za ustavno presojo zakona. To razčlenitev argumentov iz Vira zaključujemo s vprašanjem, ki ga postavlja sam dokument. Vprašanje, ali je sistem zasnovan primarno za skrb za človeka ali pa posameznika obravnava predvsem kot vir za delovanje sistema, ostaja odprto za razmislek. Gre za silno kritično pravno razčlenitev zakona o dolgotrajni oskrbi. To je, kot vemo, zakon, ki bo v polni meri zaživel 1. decembra 2025 in bo, korenito spremenil marsikaj. Osrednja trditev je pa vse prej kot pomirjujoča. Pravi namreč, da zakon ni zgolj nek socialen program, ampak sistemski mehanizem. Pod pretvezo skrbi za starejše naj bi uvajal, in tukaj bom kar citiral, socialno evtanazijo zasebne lastnine. To je res močna obtožba. Poglejva, kako jo sploh utemeljujejo. Res je. Trditve so izjemno resne, zvenijo skoraj neverjetno. Zato je naša naloga danes, da ne sprejmemo ničesar za gotovo. Razčlenili bomo logiko, ki stoji za temi opozorili. Pogledali si bomo korak za korakom, kako avtorji tega dokumenta gradijo svoj argument. Osredotočili se bomo predvsem na pravne mehanizme, ki jih izpostavljajo kot ključne, da bi razumeli, zakaj verjamejo, da sistem ne bo deloval v korist posameznika. Analiza nenehno poudarja en sam datum. 1. december 2025. Zakaj ne bi bil ravno ta dan tako usoden? Kaj se zgodi takrat? S tem dnem stopita v polno veljavo 2 ključni pravice iz tega novega zakona. In sicer pravica do institucionalne oskrbe in pa pravica do denarnega prejemka. Na prvi pogled se to sliši kot odličen socialni napredek, kaj ne? Seveda, država zagotavlja nove pravice. Vendar pa analiza trdi, da je to samo fasada. Fasada? Kako to mislite? Vir argumentira, da uveljavitev teh pravic ni toliko namenjena ljudem, kot pa vzpostavitvi pravne podlage za nekaj, kar imenujejo institucionalizacija zasebnega življenjskega prostora. S tem naj bi se omogočil neviden, a povsem zakonit prenos zasebnega premoženja v javno sfero. In ključno orodje za sprožitev tega procesa naj bi bil en sam, na videz čisto nedolžen dokument. In to je? Obrazec imenovan soglasje. Tukaj postaja zgodba res zapletena. Izpostavlja kombinacijo 2 orodij, ki naj bi delovala kot neke klešče. Tako imenovani interventni zakon in ta obrazec za soglasja. Kako naj bi ta 2 elementa delovala skupaj? Poglejva najprej interventni zakon. Prvotno namenjen odpravi posledic naravnih nesreč, kot so bile poplave, doživel tiho, a strukturno preobrazbo. Njegova uporaba naj bi se razširila na področje socialne infrastrukture, kamor sodi tudi dolgotrajna oskrba. In posledica tega je precej dramatična. Omogoča obravnavo vseh postopkov z roki skrajšanimi na zgolj 15 dni. Samo 15 dni? Ampak to se zdi skoraj nemogoče. V 15 dneh, komaj dobiš termin pri odvetniku,
Ali vir pojasni, zakaj bi bil rok tako kratek? Je to po njihovem mnenju namerno? Trdijo, da tako kratki roki v praksi onemogočajo uveljavljanje temeljnih pravic. Gre za proceduralno past. Pravica na papirju sicer obstaja, a v realnosti je posamezniku odvzet čas, da bi jo učinkovito uporabil. Sistem je pač zasnovan za hitrost, ne za pravičnost. In v to past naj bi posameznik stopil s podpisom enega samega obrazca. Kakšna je torej vloga tega soglasja? Dokument ta obrazec imenuje srce, s podpisom naj bi posameznik prostovoljno soglašal s prevedbo v nov sistem. Izraz prevedba je tukaj ključen. Po mnenju vira to ne pomeni izbire, ampak enostranski postopek. Vir opozarja na 31. člen zakona, ki za izdajo odločbe ne zahteva ničesar drugega kot golo soglasje. In s tem se torej zaobide. Zaobide se preverjanje poslovne sposobnosti podpisnika. Nihče ne preverja, ali oseba sploh razume, kaj podpisuje. Torej, po tej logiki, človek podpiše nekaj, kar se zdi kot prošnja za pomoč, v resnici pa podpiše bianko menico. Še huje. V prilogi 1 zakona naj bi bilo skrito pooblastilo z zelo nedoločeno formulacijo. In sicer, da lahko pooblaščenec izvaja vsa druga potrebna dejanja. Analiza to interpretira kot vrata za najširše posege v premoženje in osebne podatke, brez dodatnega izrecnega soglasja. Podpišeš enkrat in sistem lahko počne, kar želi. V bistvu da. V redu. Imamo torej interventni zakon in obrazec za soglasje. Ampak kako se vse te informacije tehnično povežejo? Mora obstajati neka digitalna hrbtenica? Natančno. In ta hrbtenica je centralni sistem dolgotrajne oskrbe. Dokument ga opisuje z zelo zloveščo metaforo. Digitalni panoptikon. Spomnimo, panoptikon je bil tisti koncept idealnega zapora, kjer en sam stražar vidi vse, zaporniki pa ne vedo, ali so opazovani. Da bi država s tem sistemom dobila popoln, stalen nadzor nad našimi najbolj občutljivimi podatki. Točno to je argument. CSD po podpisu soglasja postane osrednje stičišče, kjer se brez dodatne prevolitve združajo podatki iz dosedaj strogo ločenih državnih evidenc. 25. člen interventnega zakona ne bi omogočal, da sistem poveže podatke iz sistema e-zdravje, geodetske uprave, FURS-a, AEPS-a. Vse na enem mestu. Zdravje, premoženje, dohodki? Popolnoma vse. In kaj naj bi bil cilj takšnega zbiranja podatkov? Cilj naj bi bil le ustvariti profil posameznika, ampak nekaj, kar vir imenuje profil družinskega tveganja. Čakajte malo. Profil družinskega tveganja. To pomeni, da sistem ne gleda samo osebe, ki potrebuje oskrbo, ampak preventivno preizkuša že celotno družino. Sistem naj ne bi ocenjeval le posameznika, ampak celotno družino, vključno s premoženjem in dohodki otrok. To zveni kot popolna sprememba paradigme. Družina ni več opora posamezniku, ampak postane finančni vir, ki ga je treba sistemsko oceniti. Tako je. Družina kot finančni vir za kritje stroškov. In tukaj pridemo do najbolj skrb zbujajoče trditve možnost avtomatizacije postopkov, brez sodnega nadzora. Kakšen primer navaja? Navaja preprost scenarij. Zdravnik v sistem e-zdravje vpiše diagnozo demenca. Ta podatek bi se avtomatsko prenesel v CSD, kjer bi algoritem sprožil opozorilo o visokem tveganju. To opozorilo bi bilo posredovano Centru za socialno delo, ki bi lahko na tej podlagi, torej zgolj na podlagi administrativne ocene, sprožil postopek za odvzem poslovne sposobnosti. To je pa res strahljivo. Torej, en sam zdravnikov vnos bi lahko sprožil plaz, na koncu katerega nekdo izgubi pravico odločati o svojem življenju, vse to brez sodnika. Ne trdi, da bi postopek tekel povsem brez sodišča, ampak da bi bil sprožilec postopka administrativen in avtomatiziran. Odločitev, ki bi morala temeljiti na kompleksni sodni presoji, bi se po mnenju avtorja prenesla na algoritem in administrativno oceno tveganja. In kaj je končni cilj vsega tega? Zakaj bi država gradila tako invaziven sistem? Zaključek analize je, da cilj zakona ni oskrba, ampak nekaj, kar imenujejo aktivacija zasebnega premoženja za dolgoročno vzdržnost javnih financ. Se pravi, zapolniti proračunsko luknjo z nepremičninami upokojencev. V bistvu da.
Soočeni smo z demografsko zimo, stroški rastejo in to naj bi bil način za kritje teh stroškov. In kako naj bi ta mehanizem aktivacije deloval v praksi? Zakon postavlja mejo vrednosti nepremičnine pri 120 tisoč evrov. Če vrednost premoženja presega ta znesek, mora posameznik sam kriti večji del stroškov. Ker pa ima večina upokojencev premoženje vezano v nepremičnini in nima, recimo, denarja na računu, naj bi nastal izjemno močen pritisk za prodajo. Torej, če ima nekdo hišo vredno 200 tisoč evrov, a pokojnino 700 evrov, nima druge izbire, kot da proda hišo, da si plača oskrbo, in če tega ne stori. Potem se lahko zgodi skrajni scenarij. Če posameznik ali družina prodaja odkloni, lahko država sproži že omenjeni postopek odvzema poslovne sposobnosti. Ko je ta odvzeta, lahko skrbnik, ki ga določi država, sam odloča o premoženju. Seveda, v korist upravičenca. Točno. Hiša se prodaja in sredstva se porabijo za kritje stroškov oskrbe. To je končni cilj. Dokument se očitno ne ustavi pri tej mračni diagnozi. Verjetno ponuja tudi neke rešitve. Kakšne korake za samozaščito predlaga? Drži. Po ugotovitvi, da sistem krši več členov ustave, recimo o varstvu podatkov, o pravici do lastnine in do sodnega varstva, poziva k aktivnemu delovanju na 4 ravneh. Poglejva si jih. Prva je verjetno najosnovnejša. Prva je osebna previdnost. Poziv je jasen. Ne podpisovati nobenih dokumentov, še posebej ne obrazca za soglasje. Ničesar naslepo. Točno. Druga raven je verjetno že bolj pravno-tehnična. Druga je pravna samozaščita. Vir predlaga 2 poti. Prva je vložitev pobude za oceno ustavnosti na Ustavno sodišče, druga pa je aktivna uporaba GDPR-ja, s katero lahko posameznik zahteva omejitev obdelave svojih podatkov. Tretja raven pa se osredotoča na preventivo, na zaščito premoženja. Tako je. To je preventivna zaščita premoženja. Vir predlaga klasičen mehanizem – sklenitev darilne pogodbe. Lastništvo nepremičnine se prenese na potomce, hkrati pa se v zemljiško knjigo vpiše pravica do dosmrtnega brezplačnega uživanja. S tem oseba formalno nima več premoženja nad mejo. Točno, a ohrani pravico do bivanja v svojem domu. Seveda je to treba storiti pravočasno. In nazadnje, 4. raven je mobilizacija družbe. Da, civilno-družbena mobilizacija. Avtorji pozivajo k ustanovitvi lokalnih svetov, k obveščanju medijev in k neposrednemu pritisku na poslance. Vir celo vsebuje predlogo pisma za ministrstvo z zelo specifičnimi vprašanji. Če torej povzamemo, ta vir predstavlja izjemno ostro in podrobno pravno kritiko. Njegova osrednja teza je, da je zakon o dolgotrajni oskrbi zasnovan tako, da omogoča sistemski prenos zasebnega premoženja v javno sfero, pri čemer uporablja proceduralne bližnjice. Kar je najbolj fascinantno pri tej analizi, je, kako precizno izpostavlja napetost med 2 sicer legitimnima poljoma. Na eni strani je nedvomno potreba države po obvladovanju demografskih izzivov, na drugi strani pa so temeljne ustavne pravice posameznika do zasebnosti, do lastnine in do pravnega varstva. Argument tega vira je preveč v korist sistema. Vir se zaključi z mislijo, da bistvo načrta ni v očitnem kršenju zakona, temveč v tem, da je zakon napisan tako, da pravično zveneči postopki vodijo do globoko nepravičnih posledic. In to odpira širše vprašanje za razmislek.